Čist ok je že, če greš čist do vrha, brez da se ustaviš. V tem vlogu bomo govorili o enem japonskem avtomobilu, ki je bil nedolgo nazaj prenovljen, predvsem pa o avtomobilu, ki meni osebno na en način pomeni zelo veliko oziroma ga povezujem z enim takim zelo prijetnim spominom. To, kar vidiš za mano, je prenovljena Toyota CHR. Na trg se mi zdi, da je prišla enkrat med 2016, 2017, tam nekje. In zakaj je ta avto v moji knjigi avtomobilskih spominov zapisan tako dober? Se je že res, da se dobro pelje. Zgleda precej atraktivno, ne? Poglej ga. Predvsem pa, ko sem jaz začel Komotar Minuto in sem pol v nekem trenutku začel delati samo še to, sem se tudi jaz vprašal pismo, če grem pa zdaj od Siola stran, ker sem bil 11 let novinar na Siolovem Automoto portalu, a je Komotar Minuta postala dovolj močna, da bom dobil še kakšno vabilo za vožnjo kakšnega novega avtomobila v tujini. No, in pri Toyoti so bili tisti, ki so se prvi opogumili, pa so rekli, dobro, dajmo pa Komotarju s to minuto šanso. In ko je Toyota CHR prišla v Evropo, sem enega lepega dne dobil vabilo na mednarodno predstavitev, ne kot novinar enega velikega, zelo uveljavljenega medija, ampak kot en model, ki dela en vlog. To je bilo še dosti na začetku. No, in to je bil takrat zame en tak izreden kompliment in zato CHR-ja povezujem s prijetnimi spomini že v štartu. Se bom kmalu nehal bluziti, pa se posvetimo avtom. Še danes se kot včeraj spomnim tisto pot v Madrid in ko sem prvič v roko dobil značko z imenom pa priimkom, pa da ni bilo več spodaj Siol, da je spodaj pisal Komotar Minuta. To se mi je tako top zdel. In tisto značko, tisto kartico še imam nekje, sam seveda ne vem kje. No, to sem hotel razložiti. Drugač pa CHR je bil prenovljen, o njemu kmalu nekaj povem. Zdaj sem tukaj pri Kalvariji, to je en set 455 stopnic direkt v hrib. Najprej te premagam, pa najdem en plec, pa malo več povem o CHR-ju. Evo, to je ta set šteng, mislim, Štajercem brez veze, da to razlagati, ne. Za ostale pa od tukaj pa do tja gor je 455 šteng. In pravzaprav je tako, da čist ok je že, če greš čist do vrha, brez da se ustaviš, samo da lepo šetkaš. Danes mi bo pomagal Mišel, boš pol na vrh pojel, ko se ti zdi. Na začetku vidiš, se vse skupaj zelo vleče, ne? In pol takoj začneš malo podcenjevati, pa se začne pa žurka. Lega gamsa, stari. Preveč kondicije. Bom jaz malo zadihal. Kondicija je enako non-existent. Ti si se malo kurčil, ne? Si mogel laufati na koncu. Zadnjo triado sem mogel sprobati. In? Ja, na meji, zadnjih 10 sem tako... Kako se ti pa zdi drugačne splošno, te štenge? Nisem si mislil, predvsem, da ko pridem sem gor, ne? Kaj bom videl, tako da tole videl, ja. Evo, za Švico sem se ful, zdaj pa k avtu. Prej sem že rekel, da je bil CHR prenovljen. Nisem pa povedal, da se prenova same oblike karoserije pravzaprav sploh ni fejst dotaknila, ne? Kar pomeni samo eno stvar. Stari, že prej je bil avto fejst atraktiven, ni bilo treba veliko stvari porihtati. To je čist res. Primeri recimo ta avto s tistim pred prenovo. Daj pogugli, ne vem, Toyota CHR 2017. Par sprememb je pri odbijaču, pa malo drugače so žarometi noter sestavljeni. Tudi zato, ker zdaj serijsko avto svet s pomočjo tehnike LED. In to, kar pravim, da se CHR ni veliko spremenil, velja tudi za zadnji konc. Sicer pa, če se ti ljub, predlagam, da si pogledaš moj prvi vlog s prenovljenim CHR-em, ki sem ga šel voziti na Portugalsko. Tam razložim vse osnove. Danes bom povedal, kaj sem opazil še novega, kaj se mi zdi vreden poudariti. V sami obliki pa mogoče samo toliko. Je izjemno atraktivna. Poglej, na kakšne vse načine je upognjena, zašiljena karoserija, mislim, od atraktivnega boka do vrat, do te zelo specifične kljuke, pa na kakšen način izstopa tale ne toliko pritajen spoiler. Minus takšnega pristopa, to je treba priznati, čas malo si stvari umaknem, minus takšnega pristopa pa je, da če ti sediš zadaj, malo se počutiš, nam rekel, utesnenega, no, ampak ne vidiš najboljš ven. Ne samo zato, ker je ta zadnja šipa smešno majhna, tudi zato, ker sediš, nekje moja glava. V bistvu, ko jaz pogledam levo, vidim tole.
Ampak to je recimo ena pomanjkljivost, ki jo je marsikdo pripravljen sprejeti, sploh če tukaj zadaj ne vozi pogosto otrok. Otroci pa veš, da radi vidijo, kaj se zunaj dogaja, ne? Drugače pa prej sem omenil tale pritajen spoiler, ne? Ta avto ima dva, pazi to, še tukaj enega. Aha. A veš, oblikovalci se pri CHR-u niso kaj dosti nazaj držali in tudi prav je tako. A veš zakaj? Ker oblika avtomobila podpira to, kaj se z njim dogaja na cesti. To zdaj ni nič novega. CHR se je že pred prenovo peljal odlično, med boljšimi v segmentu, ki prije predvsem do dinamične vožnje, pa tudi precej udoben je. Zdaj, ko so ga prenovili, je pa še majčken tišji. Tu zato, ker je zvočna izolacija majčken boljša, pa kabini so namenili malo boljše materiale, drugače pa velikenih detajlov v znamenju diamanta. Dajmo začeti recimo s tem vzorcem tukaj na vratih, pa pod kljuko, vidiš tudi. Pa če pogledaš prag, vidiš, tudi tukaj jih imamo, pa se pa šele dobro začne, ker ko vržeš uč na zvočnik, se tema nadaljuje. Da ne govorimo o sedežih, ne? Poglej to, pa ne samo sprednji, tudi pri zadnjih je identična zgodba. Pa niso se ostali pri tkanini, pri plastiki na vratih, še pri stikalih najdeš ta vzorc, ali tukaj na volanu, ali pa na armaturni plošči. Je peti. Nisem videl, nisem mogel posneti, ker sem se čisto sral. Vrabec je preletel v kabino, pa kled okrog moje glave, pa armaturki. Je prišel diamante pogledati. Pa tukaj v kabini je še ena novost, ki jo moram izpostaviti, o tem sem tudi že govoril, posodobljen vmesnik, kompatibilen z Android Auto, pa z Apple CarPlay, pa ne samo to, posodablja se prek oblaka. Pa posodobljen ni samo grafično, ampak tudi uporabno. Zadeva, ne bom rekel, da je idealna, ampak je pa dosti boljša, kot je bila prej. Ni pa to največja novost vezana na ta avto. A veš zakaj? A veš, čem je fora? Ki je CHR ven prišel, je bil kot hibrid, pa imaš tudi samo bencinski motor recimo na voljo samo z 1,8 litrskim benzinskim motorjem. Pol vmes se je pa kupenih stvari zgodil. Recimo ven je prišla tudi ta nova Corolla, kjer si prvič v Toyotini zgodovini lahko zbiral med dvema različnima pogonskima sklopoma, ki sta hibrida. A veš, prvi si lahko zbral ta švoh ali pa ta močnega hibrida. In to je zdaj na voljo tudi pri CHR-ju. In konkretno ta avto je opremljen s močnejšim, to se pravi z 2-litrskim bencinarjem. To pomeni več, konec koncev, izključno električnega dosega, zmogljivejši motor, ki poudarja njegove športne lastnosti. In če sem čisto iskren, ta močnejši pogonski sklop temu avtomobilu paše dosti bolj. Pa ne samo zato, ker je konjev dosti več, 122 proti 184, pa zato, ker avto pol tudi lepše potegne. Celoten pogonski sklop se, predvsem takrat, ko ti izkoriščaš tudi motor z notranjim izgorevanjem, manj napreza. Zdi se mi, da je to ena lastnost, ki vpliva ugodno na udobje. In zato je boljši. Obenem moram pa poudariti, da tudi poraba ostaja razmeroma skromna. V tem trenutku 5,7 litra na 100 km, kar je glede na zmogljivosti zelo dober podatek, predvsem sedaj pa tudi še dosti nižji. Jaz sem to probal narediti, pa sem se vozil s 5.1. Verjamem, da je kdo še bolj spreten ali pa bolj zavzet na dolgi rok, pa bi šlo mogoče še nižji. Predvsem, če se veliko voziš v urbanih okoljih, pa se res naslanjaš veliko na elektriko, pa zelo pazljivo voziš. Je pa malo tudi odvisno, kjer vozen program zbereš. Ponovadi je pri avtomobilih tako, da imaš eno tipko, ker takoj vidiš sport, eko, normal in tako naprej. Tukaj moraš pa malo po vmesniku pobrskati. Razlike med programi so pa kar izrazite, predvsem med eko pa med sport, ker daš v sport, rata celoten pogonski sklop, predvsem pri nižjih hitrostih, dosti bolj odziven. Glej, ti pokažu, kje se skriva. Glej, ta zaslon na sredini, to se pravi, se moraš po vmesniku sprehoditi, to so stabilizacijski sistemi, no messages, evo, drive mode, stisneš, pa potem tukaj zbereš eko, normal ali pa sport. Dobro, pa tako, ko vsaki prenovi pritiče, avto je tudi varnostno, tehnološko posodobljen, se mi zdi, da sistem za samodejno zaviranje zdaj prepoznava tudi pešce. Pa zdi se mi, da je tudi aktiven radarski tempomat deluje malo bolj uglajeno, no. Predvsem pa, kakšna je izkušnja s tem avtomobilom v praksi? Lej, stari, meni je všeč predvsem kontrast, ki ga CHR ponuja. Zato, ker po eni strani sem omenil, zna biti izrazito varčen glede na zmogljivosti. Po drugi strani je oblikovno, lahko rečem, celo malo bahav, mogoče celo ekscentričen, pa da to podpreš še z res dobro lego, pa zelo natančno vodljivostjo. A veš, jaz tako pravim, ni hibrid sam po pogonskemu sklopu, ampak tudi v smislu, kaj vse zna ponuditi. Pa dobro, prej sem govoril o dizajnu, Saj jaz razumem, da vsa ta razbacanost, ki nima nobene veze z minimalizmom, da to ni za vsakega. Meni recimo sta všeč obe platine. Jaz sem rad avtomobile, ki se zauzemajo predvsem za tisto manj je več. Nič nimam pa proti avtu, ki se že sam z obliko dere, da zahteva tvojo pozornost v šusu. Ali ga vidiš iz drugega avtomobila v vzvratnem ogledalu, ali ga srečaš na ulici,
ali se pa pelem in tebe. In to je to. Toyota je CHR-ja dobro pripravila na njegovo drugo življenjsko obdobje, na en tak pošten fajt s tekmeci, ki jih je maljavžent, recimo z Opel Moko, ko se ravno kar mim pele. Pa res mislim, sem vse povedal, prav? Mame nogice bolijo. Zdaj bom težko vstal. Jutro pa še težje. Ajde.